Zdaj pa paste, ne. Če sta v isti pisarni en dober javni uslužbenec, ki gara, zraven pa je nekdo, ki zabušava, trpita oba. Ne mladi odprejo lahko tudi študentski SP, brez da bi izgubili status študenta. Biti mama je lepo, ni pa vedno lahko, ne, to dejstvo. In moramo spoštovati potem takem materinstvo. Samo migracije se spremeni tudi kulturna krajina, ki potegne dodatna bremena zraven. Ne? Brez Slovencev ni Slovenija, brez Evropejcev ne bo Evrope. Pozdravljeni. Dobar dan želim, evo me. Z mano je Jernej Vrtovec, predsednik stranke NSI, in vsi gosti do zdaj so se morali predstaviti na nek nov način, tak sproščen, tako da predlagam, da se tudi vi. Ja, jaz sem športnik po duši. Veliko telovadim, zdaj je kampanja pa tega ne. Bivši nogometaš, tečem, maratonc, rad pa naravo, vinsko trto, vinogradništvo. Izhajam tu z take družine, vinogradniške. To tradicija. Drugače pa Primorc po duši in po srcu. Imam rad podeželje in jutra povsod, ne. Tudi zlasti pa na morju. Ne. Jutra na morju, v jutranjem teku, to je nekaj, kar napolni človeka za cel dan. Znači pa mož in oče 3 hčerk, tako da se mi obeta pestra prihodnost. 3 hčerke, razumite. Jih boste podprli, če bo hoteli v politiko? Ali? Jaz si bom podprl, ne glede na to, kaj bojo počele. Tudi če bojo želeli v politiko, ne, čeprav mi srednja hčerka zdaj pravi, ati jaz nočem tati, da ne. Jaz hočem malo več doma, ne, ampak seveda še ne razumejo vsega, ne, ampak te starejša že bolj, ne, ki je stara 11 let. Ampak otroke bom podpiral ne glede na to, kaj bojo, kje bojo, in bom vedno pač podpiral, da počnejo tisto, kar je prav, in da bo bili sami najbolj zadovoljni potem. Vas doma razumejo, da pač vi se borite za neko lepšo prihodnost? Ali? Mislim, otroci, starejša hčerka razume, ne. Je tudi v šoli, kdaj, ki še po mojem zafrkava na to temo, ne. Stara 11 let, ne. Srednja stara 7 let, ne. Kaj veliko ne ve, ne spremlja politike, pa ne razume, zakaj se gre, ne ve, da politika del vsak dana, ne. Pa tudi, ki sem bil jaz minister, pa sem bil res veliko odsoten, pa smo imeli predsedovanje in tako naprej, je bilo ona še pač dojenček, ne. In ne ve, kaj prenese pač vse skupaj in zakaj sem toliko odsoten. Ampak tisti čas, ko smo pa skupaj, ne, ga pa skušamo kakovostno pač preživeti. Najbolj je pa fajn ta mali, ki je stara 11 mesecev in kdorkoli je imel v naročju, najbolj zadovoljni. Kaj pa šport, kje ste dobili to strast? Od nekdaj. Jaz sem že kot otrok veliko tekel, bil večkrat prvi v krosu v šoli, ne, ali pa Cooperjah smo laufali, pa tako naprej. Sem pa tudi že v otroških letih igral nogomet, ne, resno treniral. Po primorskih nogometnih klubih, tudi v prvi, mislim, da kadetska liga, mladinska, druga, prva liga in tako naprej sem igral. V Izoli, Tabor Sežana in tako naprej. Tako da potem pa lahko rečem, da v mestnem času sem enkrat bil zelo zagnan tekač, potem sem imel kakšno letno pauzo, ne. Lahko pa rečem, da moj zelo dober cajt je bil Dunajski maraton, 2 leti nazaj, 42 kilometrov, torej 3 ure 27 minut. Profesionalci pravijo, da je to kar dober čas za rekreativca. To pomeni pace na kilometer je 4:51. Tako da cool, no. Sem se počutil res fajn. Zlasti pa tej treningi za maraton so super. Tako da v bistvu od tega maratona naprej, pretečem za trening po maratonu, mi ni težko, ne. Lahko rečem, da v zadnjem času v tej volilni kampanji tudi za teknike veliko časa, no. Tako da bo treba za kraški maraton, ki je pa na dan volitev, no. Se bo potrebno počasi začeti pripravljati. Ja. Kako pa balansirate to predvolilno obdobje pa neko osebno življenje? Jaz zjutraj zelo zgodaj vstajam, no. Če se le da ob 5 zjutraj, vstajam in potem imam ta čas zase. Če se le da ne odprem mailu, pa tako začnem, se pravčujem traso, ne, ampak drkati stvari, ki potem padeš v kolesje Sovšla. Ampak želim čim več časa preživeti sam s sabo. Športom tudi zjutraj. Bilo obdobje sem hodil zjutraj pač v fitness, takoj za 6. Ne.
tistih 45 minut izkoristil zase, tega, ker potem ob 7 uri že otroci začnejo vstajati in ob 8 jih odpeljem v šolo. Če se le da jih prvo mesto odpeljati v šolo, potem pa se dan odvrti, kakor se glede na obveznosti, ki so. Velike teh seveda, šolskih dejavnosti, ki jih ima ta starejši dve hčerki. Ampak se da, no. In lahko rečem, da se da. Zlasti pa, če na drugi strani naredimo nekaj dobrega za državo. Ne. Usporedno s tem, potem je vsekakor zelo močno zadovoljstvo na vseh straneh. In kaj pričakujete po volitvah? No? Kaj bi vi v bistvu naredili za Slovenijo? Oziroma stranka Nova Slovenija? V prvih dneh po volitvah lahko rečem, da bomo naredili 3 stvari. Prva, razbremenili plače. Davčno razbremenili plače, da bodo ljudje imeli više plače. Ne. Tukaj noter tudi za mlade stare med 25 in 35 let, zato da se bodo lažje osamosvojili, lažje kupili stanovanje, treba dvigati dohodninsko olajšavo in s tem bodo imeli višjo plačo, da lahko imajo boljše pogoje za nakup stanovanja, karkoli. To je prva stvar, se pravi, davčno razbremeniti moramo delo. Druga stvar, ki pa je v tem sklopu pomembna, je tudi, da odpravimo posledice, ki so bile narejene v zadnjih 4 letih te vlade, in med temi posledicami je tudi plačevanje dodatnega prispevka strani upokojencev, podjetnikov, SP-jev, podanskih SP-jev, pa tudi kmetov za dolgotrajno oskrbo. Ker gre za dvojno plačevanje, oni že plačajo na osnovi prve zaposlitve, ki jo imajo, ne? Prvih plačnih prispevkov in tako naprej, pa plačajo še zaradi tega, ker so dodatno pridni. To ni v redu. Mislim, da je to tudi ustavno sporno. To so te prve stvari, ki jih bomo naredili takoj na začetku. A je problem, mislim, da se opazi neko nesorazmerno, torej nivo plačevanja, pa proračuna, pa v bistvu nivo oziroma kvaliteta storitev? Ja. Za zdravstvo mi v Sloveniji, ko govorimo, imamo brezplačno zdravstvo. Ne. Mi za zdravstvo kar veliko plačujemo. Se pravi, to je bruto plače, določen znesek gre v ZZZS, določen znesek potem v pokojninsko blagajno, ampak toliko, kar plačujemo, si ljudje ne zaslužijo, da čakajo pol leta v čakalnih vrstah za zdravniške preglede. Da ne govorimo pa ženske, ki nimajo ginekologi. Ne da čakajo na ginekologa, ga nimajo. Se pravi, to je absurd, da nimaš ti glede na plačila in glede na prispevke, da nimaš potem zagotovljenih javnih storitev, ki bi pripadale. A sploh lahko reče v Sloveniji, da imamo neke brezplačno šolstvo, brezplačno zdravstvo? Mislim, jaz sem oče 2 šoloobveznih otrok. Zdaj, naše šolstvo ni drago, ga pa plačujemo. Plačamo kosila, plačamo druge stvari, tudi kakšne druge dejavnosti, ki so v okviru osnovnošolskega izobraževanja. Zdaj, nič narobe, ampak ni pa to brezplačno. Se določen znesek plačujejo, pač plačujemo. Enako velja tudi za druge stvari. Jaz bi tukaj zlasti izpostavil vrtce. Ukvarjamo se z demografsko zimo, jaz mislim, da bi morali biti vrtci v Sloveniji zastonj. Oziroma ne zastonj, brezplačni. Brezplačen vrtec zaradi tega, da bi lahko imeli starši več otrok. Ker vrtec je veliko breme, to vam lahko iz osebnih izkušenj povem. Za vrtec se plačuje, pa ni treba, da imaš zelo visoko plačo, ampak plačujejo, danes mi govorijo kolegi, če imate starša skupaj, pridejo okrog 4000 evrov skupnih prihodkov, je vrtec že 250 evrov na mesec. Zdaj, če imaš ti enega otroka v vrtcu, to plačuješ, če imaš drugega, hkrati je sicer drugi zastonj, ampak zakaj pa potem, če pa jih nimaš hkrati, pa spet za drugega plačuješ. Jaz mislim, da vrtce bi mogli zastonj narediti, oziroma brezplačne, nekje druge dobiti ta manko iz proračuna, ampak to spet niso taki zneski, glede na to, kakšen spodbujevalnik bi to bil za višjo rodnost, na primer. Ker v bistvu ljudstvo upada, mislim, število prebivalcev. Ja, seveda. Vedno manj Slovenk in Slovencev. Lani se jih je rodilo 16.875, če se ne motim. To je katastrofalna slika za našo prihodnost, ki pa ne moramo rešiti samo z migracijami. Ker samo migracije se spremeni tudi kulturna krajina, ki potegne dodatna bremena zraven. Ampak brez otrok pač ni prihodnosti, to dejstvo. Mislim. Tako jaz sem to gledal. In mislim, da
se družba, ne samo Slovenija, ampak celoten Zahod tega vedno bolj zaveda, da imamo probleme. In kako, poleg pač brezplačnih vrtcev, kako to še spodbuditi? Mislim, ker ljudje imajo Tukaj- zelo hitra življenja, no, karierno, pa Se pravim, ne? Tukaj niso samo finančni ukrepi. Gre tudi za kulturo življenja, ki jo moramo izpostavljati. Ne? In ljudje imajo hitra življenja, to dejstvo. Jaz lahko rečem, da danes ženske, ki se ne odločijo imeti otroke, ne? Prav je, da imajo tudi dame svoje kariere, svoje zaposlitve, absolutno, in jim to ne sme biti breme. In to usklajevanje družinskega in poslovnega življenja, zlasti za ženske, je to velik problem. Ne? Biti mama je lepo, ni pa vedno lahko, ne? To dejstvo. In moramo spoštovati potem takem materinstvo in tako dalje. Ne? Zdaj, niso tukaj samo brezplačni vrtci, zdaj imamo tudi druge, po zgledu drugih evropskih držav, spodbujevalnike, spodbude do enkratnih zneskov z otroka, ki se rodi in tako naprej. Pravi, otrok ne sme biti breme partnerima, ne? Zlasti pa ženski, ampak mora biti veselje. Ne? Zdaj, je pa zavedanje pri vsakemu izmed nas, ne? To osnovno zavedanje ključnega pomena. Kaj sem rekel, kultura življenja? Ker če pogledate GDP per capita, $5500 po svetu, se začne krivulja rodnosti začne padati. Ne? Se pravi, nerazvite države imajo največ otrok. To je ta zanimiv pojav, tisti, ki pa imamo veliko vsega, pa imamo manj otrok. Ne? Zato, ker je razmišljal o tem, kaj ti otroci prenesijo, čisto drugače. Tem, ker imaš polno vsega, ti otrok breme, zaradi tega, ker ti lahko zavira razvoj tvoje kariere, poslovnega življenja, prosti čas je drugačen. Ne? Medtem, ker pa v nerazvitem svetu, ne, recimo, pa otrok lahko pomeni varno starost. Ne. Se pravi, razmišljanja okrog tega so zdaj v svetu različna, ampak še enkrat, brez Slovencev ni Slovenija, no. Brez Evropejcev ne bo Evrope. Kaj pa poslovni trg, ko ste že to omenili? Kakšen je v Sloveniji? A zavira ali spodbuja? Poslovni trg, se pravi poslovno okolje. Ne. Poslovno okolje. Veste, kaj me žalosti? Žalosti me to, sam prihajam iz obrtniške družine. Oče bil podjetnik, mama tudi obrtnica. Veliko smo garali, tudi sam kot otrok smo veliko delili. No. Tam sem pridobil to vztrajnost, delovne navade doma, ne, kot otrok. Lahko rečem, da je poslovno okolje ta trenutek je zelo žalostno. Ni tistega hajpa, kot je bil, ko sem bil jaz otrok, pa sem spremljal starše, tega navdušenja, da zdaj bomo pa nekaj delali. Ampak, ko razmišljajo enkrat podjetniki, da bi svoje sedeže podjetij selili na Hrvaško, v Bosno, drugam, ne, se pravi v bolj prijazna poslovna okolja, takrat začnejo zvoniti vsi alarmi. Kajti podjetniki so tisti, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva, obrtniki. Zelo vitalni, ne, zelo podpiram družinska podjetja, naprimer, ki imajo neko tradicijo in veš, da bo potem pač nek sin to naprej nadaljeval ali pa hčerka. Problem je ta mačehovski odnos, ko vse mečemo v isti koš, to so grdi kapitalisti, ki kradejo, tajkuni. Ne. Mi nujno rabimo močno gospodarstvo, kajti brez močnega gospodarstva ne moremo deliti. Najprej treba ustvariti, potem pa deliti. Za socialne transfere, če želite, ki jih moramo omejiti zaradi socialnega turizma, moramo deliti ta denar za šolstvo, za zdravstvo in tako naprej. Ampak če ne bomo ustvarjali, tudi delili, pač ne bomo. In to poslovno okolje, razmišljanje okrog obrtnikov in podjetnikov, tudi mladih, ki so ustvarjalni. Študentski SP je moja ideja, da se naredi. Ampak če tega poslovnega vzdušja ne bomo spremenili, potem pa nas bo te podjetniki zapustili in bo šli v Zagreb odpreti poštne nabiralnike in tam plačevali davke. Tam je obdavčitev 10% do milijona evra. Ne. Prihodkov Slovenije 22. Razlika očitna. Ampak v bistvu je to res, da v bistvu večje kot je gospodarstvo, več kot je teh podjetij, pač tudi več se bo plačevalo v davkih. A ne. Če podjetjih ni, kdo bo pa davke plačeval. Ne. Nihče ne. Sej, največ davkov mi poberemo z DDV-jem pa z dohodkom pravnih oseb. Ker ti obremenjuješ pač podjetnike, potem manj bo plačevali, nič pa ne bo plačali, če bo šli v tujino. In potem tudi za pokojnine ne bo, tudi za zdravstvo ne bo. Ker tudi zaposlenost bo padla.
V bistvu vedno vsi kritizirajo neka podjetja, ampak po eni strani pač nek dobiček ustvarjajo, ker se pač obdavči po tej meri 25%, na drugi strani pa pač proizvaja in delovna mesta Tako je. in pač pozicije, brez katerih, če se recimo preseli v neko drugo državo, kjer je pač cenej, se tudi ta delovna mesta ukinejo. Ne? Drži. In jaz ne govorim o nizkih davkih. Mi davke rabimo. Vsi moramo plačati davke. In to je tudi prav. Ne? Ampak bistveno je, da so razumni davki, v razumnem okviru. Ta trenutek se mi zdi, da smo šli izven razumnega okvira. Zlasti pa veste, kaj reči obrtniki. Dejte na mir. Eno leto brez tega, da nam ne spreminjate pogojev, dejte zdržati, ne, politiki. In jaz rečem, ja, ne, to je pametno, mi pa vedno spreminjamo pogoje. Ne. Nove davke sprejemamo novembra, ki začnejo veljati potem 1. januarja. Potem ad hoc minimalna plača. Nobeni proti dvigu minimalne plače. Ampak ne samo minimalne plače, dajmo dvigniti vse plače. To pa se naredi tako, da se dvigne za dohodninsko olajšavo. Če bi dvignili dohodninsko olajšavo na 8.000 evrov, kar je predlog Nove Slovenije, potem bi vsi imeli više plače, ne samo minimalna plača. Minimalna plača bi bila po tem predlogu 1100 evrov. Pravi, država si lahko nekje malce odvzame, da ljudje, ki delajo in so pridni, marljivi, pač zaslužijo več. In to je ključno. Da se delo splača. Ne pa, da je ratela včasih bolj tako lenoba vrednota kot pa delo. No. To je narobe, to so narobni signali. Sem pa jaz vesel mladih, no, to moram reči, ker mladi so prišli do mene s to pobudo v študentskem SP-ju. Študente, ki so rekli, mi programiramo stvari. Prihajajo v slovenska podjetja, tudi tuja, da so programeri in res dobro lahko zaslužijo. Problem je, ker preko študentskega servisa so obdavčeni približno 48%. Študentski servis jim ni posredoval tega dela, so ga sami dobili. Recimo, 48% pa plačajo potem dajatev. Pa še to provizijo študentskemu servisu. To je krivično. Ne mladi odprejo lahko tudi študentski SP, brez da bi izgubili status študenta. Pa se bojo plačali davke pri tem, prispevke, kot bi plačal popoldanski SP. Žal ta zakon v državnem zboru ni bo sprejet, ampak verjamem, da bo sprejet nesposobili takoj v novem mandatu. Kdo pa v bistvu to zavira? Kdo je proti tem študentskim SP-ju? Tukaj je ta koncept narobe, študent ne študira, študent v vsakem primeru študira. Jaz se spomnim moje generacije, ko smo bili mi smo potem podaljševali študij, zato da smo imeli študentsko napotnico, da smo lahko še delali in imeli par let samo diploma čakala. Zato ker vprašanje je, če bi tako hitro diplomiral, če bi imel potem zaposlitev. Tako pa si izkoristil študentsko napotnico. Potem so prišli drugi ukrepi, kolikrat lahko ti ponavljaš, kolikrat lahko spremeniš pogoje in tako naprej, se prepisuješ, ne, in je bila zgodba zaključena. Študenti danes doštudirajo v 3-4 letih prvobronsko stopnjo in to je to. Vmes pa imamo mi izvrstne ljudi, ki imajo odlične ideje, vizije, pobude, pa ne zaslužijo, če imajo pobudo. Najboljše stvari v Ameriki so se rodile v študentskih kampusih, Facebook na primer, pa tako naprej, pa pustimo ljudem, da bruhajo, no, pa da delajo, pa da zaslužijo zraven, to je to. In ta koncept tudi, moram reči, zdajšnja vlada, koncept, da bi lahko nekdo zaslužil, je problematičen. Ne, pa ne zasluži nekdo. Tisti, ki je sposoben, čim več. Mi ne smemo tekmovati v povprečju. To je napaka. Idemo študenti ven iz povprečja. Ne moramo biti vsi enaki, to je dejstvo. Prav je, da smo vsi enakopravni, to je ključno. Enaki pa nikoli ne moramo biti. In to zadovoljstvo s povprečjem je najslabša možna varianta. Jaz želim čim več tekmovalnosti, čim večjo konkurenčnost, da imamo vsi več od tega. Če se bomo povprečje in utapljeno v povprečju, v bistvu je nazadovanje. In v bistvu, zakaj bi študentski SP sploh bil problem, glede na to, da pač neka oseba, neka mlada oseba ustvari nek produkt, ki pač od tega davke državi, torej tako. Ni samo dobiček zase, plus mogoče v prihodnosti ustvari delovna mesta, kot smo že prej povedali. Ja. Se pravi, vse bi plačal državi, po zdajšnji zakonodaji lahko odpre SP, ampak izgubi potem pravice iz naslova statusa študenta. To je pa absolutno narobe. Ne mu ostanejo pravice, se bo plačal na drugi strani tudi državi stvari. Preko prispevkov in davkov. Točno tako. Kaj pa bi izpustili mejo za volitve na 16? Ja,
Jaz bi to naredil, zato ker imamo odgovorno mladino, odgovorne mlade ljudi. Lej, jaz mislim, da je to potrebno narediti. No. Mi imamo, jaz se veliko z mladimi ukvarjam in imamo izvrstne mlade. No. Jaz moram reči, da tazga razmišljanja o družbi strani mladih ljudi, bruhne idej, mi tega še nismo imeli. No. Torej, jaz bi brez težav sem za to, da pač grejo na volitve stari že mladi, 16 let, zakaj pa ne. Znajo mogoče bolj modro odgovarjati na volitvah, pa se ukvarjati s težkimi tudi stvarmi, geopolitiko, mednarodno politiko in tudi to spremljajo, jih zanima prihodnost, da znajo to početi boljše kot pa mrzdo, ki je starejši. A se nekako država, politika preveč osredotoča na te v bistvu ljudi v tretjem življenjskem obdobju, ki grejo več na volitve, kot pa recimo mladi? Mene moti kakšenkoli populizem. No? Recimo, kot se je rekel, za upokojence 1000 evrov penzije vsak, ki bo mene volil. No? 1000 evrov pokojnine še danes ni. Ne? Je pa zaradi tega ta človek bil potem v parlamentu in kril, negativno kril usodo Slovenije. Lahko pa rečem, da je potrebna ta iskanje sinergij, medgeneracijsko sodelovanje in da vsaka generacija je pomembna. Mladi zaradi tega, ker definirajo našo prihodnost, upokojenci pa zaradi tega, ker si zaslužijo varno starost. Ne? In je treba iskati tukaj sinergije. Zdaj, jaz za mlade se najbolj želim to, da ne odhajajo v tujino, da so tukaj in da imajo tukaj pogoje, da tukaj ustvarjajo, delajo, da imajo start-upe tukaj, no? Ne pa v Miamiju. No? V Kansas Cityju sem spoznal ene Slovence, ki bojo tam. Nek start-up so ga naredili, ne? Sem bil v Ameriki in to je žalosti, ki rečejo, Slovenija preveč zbirokratizirana, mi moramo iti sem. Ne? Pa za starejše seveda, da ne prosjačijo okrog, ampak da živijo od tistega, kar so ustvarjali in za kar so plačevali pokojnine. In to medgeneracijsko sodelovanje je ključnega pomena. No? Jaz mislim, da to je dober doprinos in mora biti to sožitje v družbi vzpostavljeno. A v Sloveniji je obdavčeno delo pa znanje? Nekako več, ko delaš, več, ko znaš, bolj si obdavčen. Ja. Ne, pa se je to dokazano. Ni nujno, da več, ko znaš, bolj zaslužiš, ampak tisti, ki pa več zasluži, tudi z znanjem, ki ga je pridobil, tudi za izobrazbo mogoče, karkoli, ali pa lahko govorimo o enem pologalcu ploščic ali pa vodovodarju, ne, je zelo visoko obdavčen. Zato tega jaz predlagam uvedbo razvojne kapice, ki bi omejila plačevanje prispevkov za nekoga, ki je izvrsten potencial. Zato tega, ker le tako bomo dobre kadre zadržali tukaj. Potem kasneje pa tudi socialni copatek. Se pravi, omejitev plačevanja prispevkov za tiste, ki imajo najnižje plače. Zato da dobimo to pravičnost. Zagotavljamo pravičnost v družbi. Ampak mi moramo naše najboljše kadre tukaj zadržati v Sloveniji. Pa zakaj bi bili mi nekomu fošče na podlagi, ne v državni firmi, kar smo pričali, ampak nekdo, ki je naredil nek start-up in se služi 15,000 evrov neto na mesec. Pa povejte mi, zakaj ga bi mi kriminalizirali? Pa dobrodošel tukaj. Zakaj bi on mogel iti ven ustvarjati? Dobrodošel tukaj. Tukaj zapravlja tudi. Tukaj pri nas bo. Slovenija te rabi. In to moramo dajati sporočila tem ljudem. Mislim, preveč je nekako fokusa, da je fair do tistih z najmanjšimi. Ni vedno fair do tistih, ki več delajo, pa mogoče več znajo, več so študirali. Ja, tukaj treba dobiti pač se pravi primerno obdavčitve. Ne? Se pravi, ne smemo pa kriminalizirati ljudi, ki dobro zaslužijo, pravim še enkrat, ki dobro zaslužijo na podlagi svojega znanja in dela. Se pravi, zakaj bi kriminalizirali? In na drugi strani je pa potrebno biti sinergija, da tudi tisti, ki pač ne zmorijo, recimo, tisti, ki ne zmorijo delati ali pa enako, da zmorijo zaslužiti, je pa tukaj ravno ta socialna država, o kateri govorim. Problem je, da je vedno več tistih, ki nočejo delati in kličejo na pomoč socialno državo in pravičnost. Tisti, ki noče delati, pa bi lahko delal, mu je treba porezati vse socialne prispevke, ki dobiva, vse socialne transfere. Resno. Ker šele potem bo začel delati.
Kajte, če vi primerjate nekoga, ki zasluži minimalno plačo, samsko osebo z minimalno plačo, ki dela, in samsko oseba, ki pa noče delati, dobi približno tam zneska plačil na mesec. Zato je ona druga, ki noče delati, deležna toliko socialnih transferjev, da se izenači s tistim, ki dela. No, tukaj treba zagotavljati to pravičnost in nagrajevati delo. Ne? In ne bo delo vrednota. Se pa strinjam absolutno z vami. Ta statement, ne? Država mora ščititi ustvarjalnost, ustvarjalne ljudi, delovne ljudi. Ne? No, dobro, na zavodu za zaposlovanje se točno pač vidi, kdo hoče delati, kdo res išče službo, pa kdo pač noče, zavrne že 4 ponudbe, pa ne vem, z nekih bednih razlogov, samo zato, ker pač se mu ne da. Ta trenutek mislim, da ne bi smelo biti na zavodu za zaposlovanje nobenega. Glede na to, kakšna je potreba na trgu delovne sile po delu. Ta potreba je zelo velika. Jaz, kamorkoli grem, kateremkoli obrtniku pravi problem manj s kadri. Razumem, so določene specifike in specifične okoliščine, ampak to je mogoče za 1%. Ne. Sicer je negativna oziroma nizka brezposelnost ta trenutek v državi, ne? Ampak kljub temu je in potreba po kadrih je pa takšna, kot še nikoli do zdaj. V bistvu treba je pomagati tistim, kar res ne morejo, pa v bistvu kritizirati oziroma zavrniti tiste, ki se pravijo samo nekako zahakljati na... Ja, tisti, ki se hočejo šlipati na socialno državo. Ampak to je tako breme tudi v vrednostnem smislu. Ja, ker se posmehujejo. No? Jaz poznam eno gospo z Primorske, ki mi je pred časom rekla, da je ne. Ampak jaz delam v proizvodnji, zaslužim poprečno plačo. Moj mož isto zasluži poprečno plačo. Plačujemo vrtce, plačujemo vse, se trudimo, vstajamo, medtem ko pa soseda, pa njen partner nišče ne dela, partner neki na črno dela, pomaga na črno. Ampak vozijo avto za 35.000 evrov, vrtce ima pa za 100. 2 otroka. Se pravi, tukaj je nekaj zelo narobe. Hočem reči, da ta bohotna socialna država za tiste, ki nočejo delati, je problem in to treba sankcionirati. Odrezati. Pa se bo najdlo dovolj denarja, da bomo na vseh nivojih razbremenili državo davko. Kaj pa zaposleni v bistvu, teh birokratskih, državni zaposleni, nekako vsi delajo podpovprečno, zato ker so vedno isto plačani, nobenih ne bo odpustil. A je treba nekako meritokratsko to zapakirati? Najslabša je v vseh nivojih uranilovka. Zato je treba tudi v javni upravi dobiti sistem nagrajevanja za tiste, ki so pridni in delovni. Ta trenutek pa se mi tako zdi, da je znotraj ožje javne uprave, ne javnega sektora. Potrebujemo medicinske sestre, varuške vzgojiteljice, policiste, absolutno. Vse to potrebujemo, ampak znotraj javnega uprave je zaposlenih preveč ljudi. Govorimo o ožjega javnega sektora, po ministrstvih. Jaz mislim, da za Slovenijo 13-14 ministrstv popolnoma dovolj, ne pa 22. A zdaj je 22. In zdaj, zdaj pa paste, ne. Če sta v isti pisarni en dober javni uslužbenec, ki gara, zraven pa je nekdo, ki zabušava, trpita oba. Trpi tisti, ki gleda, kako on zabušava, ne? Ker se mu zdi to krivica, ker dobita lahko enako plačilo, za opravljeno delo, pošteno plačen, pa nepošteno plačen zato, ker upravlja. Ne? Torej, hočem reči, da trpita potem oba. In jaz mislim, da tisti, ki ne opravi svojega dela, pač se mora posloviti in iskati priložnosti druge. Treba je iskati tukaj tudi pravičnost znotraj sistema plačevanja javnih uslužbencev, govorimo znotraj javne uprave, in odpraviti tudi krivice pri tistih najnižjih plačah v javnem sektorju. To so čistilke, ki delajo v javnem sektorju, kuharice, medicinska osebja in tako naprej. No, tukaj je potrebno določene krivice znotraj skupine J popraviti. Sem minister in te ljudi imamo in so kar hodili k meni, so se mi, bom rekel, kar zasmilile te skupine. Se mi pa ne zasmilijo tisti, ki skačejo, pa se ne štemplajo, pa hodijo mimo štempljanja, zato ker hodijo enkrat na uro po 5 minut na odmore, ne, pa tako naprej. Ne. To pa moram reči, da to bi pa bilo potrebno odpustiti. Kako pa bi delal sistem nagrajevanja? Mislim, kako bi vedeli, kera oseba res dela več, kera pač manj? Zdaj, to se da v določenih segmentih zelo hitro zmeriti. Recimo
na upravnih enotah lahko vidimo pri izdajanju gradbenih dovoljenj, v upravnih postopkih, kako hitro se odvijajo pri enem javnem uslužbencu, kako se pri drugem. Kako hitro se določena stvar na enem ministrstvu obrne, pri nekem javnem uslužbencu. A rabi tedne, da spiše eno stran, ali ga treba prositi, ali njegov nadrejeni seveda, da ima poročila, kako nekdo dela. In to se zelo hitro lahko opazi. Samo treba biti tukaj strikten, zaradi tega, ker le na ta način bomo prišli do učinkovite javne uprave. A bi lahko prišlo do učinka, da bi zdaj čim hitreje delali, da bi pač dobili čim večji bonus, ampak bi pa tudi kvaliteta nekako padla? Težko bi prišel do tega. Jaz mislim, da si naša javna uprava za izdajanje določenih stvari vzame zelo veliko časa. Zlasti govorimo o kakšnih umeščanih infrastrukturnih objektov v prostor, pa tako naprej. No. Tako da idite bojazni. Jaz mislim, da to so tudi v javni upravi imamo mi sposobni ljudi, lahko rečem. Sam sem delil pisarne z njimi, ki sem bil minister in so sposobni, so pa nekateri pač, ki tja ne sodijo. To treba pa reči Bobu Bob. In se v bistvu mi v primerjavi z Avstrijo, ki je pač dosti večja kot Slovenija, imamo zelo nesorazmerno veliko število pa zaposlenih v javni upravi. Ja, v zadnjih 4 letih se je to število povečalo, mislim, za več kot 5000. To je hudo in že prihajamo v škarje, da je več zaposlenih v javnem sektorju, kot pa v predelovalni industriji. Se pravi, da bo pa plačeval te ljudi v javnem sektorju. To so škarje in nastaja velika težava bo nastala. Pa še to ne. V gospodarstvu se niso dvigali v zadnjih 4 letih prejmo sorazmerno plače, kot so se dvigali v javni upravi. To je tudi problem. Zakaj pa ne v zasebnem? A ker je pač ne zmorejo več z nekimi? Ja, ta ista vlada je, moram reči, da v zadnjih 4 letih iz meseca v mesec obremenjala gospodarstvo. Poglejte, koliko več plačujejo za enega zaposlenega danes gospodarstveniki. Celotno dolgotrajno skrbo dajo, ne? Odstotek to glede prispevkov, pa šle so ven obvezni davki, kot je recimo božičnica, pa da no problem. Jaz sem za božičnico, ampak tam, kjer jo lahko izplačajo, ne? Dobra podjetja, jaz mislim, da podjetniki so to v kakšnikoli obliki še do zdaj božičnico izplačevali. Problem je bila božičnica v javni upravi in zaradi tega so jo pač zdaj stisnili pred volitvami. Pa tudi drugi ukrepi, ne, ki dodatno bremenujejo gospodarstvo. In zaradi tega pač plače niso pač rasle, to dejstvo. Zato ker je ta vlada podjetnike in obrtnike preveč stisala. Pa kje je alarmantno, pač koliko malih, srednjih podjetij propada? Je alarmantno. Poglejte številke. Več tisoč jih zapira svojo dejavnost. V lanskem letu je 7000, mislim, da nimam napačnega podatka, ampak mislim, da je kot 7000 podjetij zaprlo svoja vrata. Boli pa tudi to do velike multinacionalke, oziroma multinacionalke, kot so Microsoft, Lidl, Cisco, PVC, so šli na Hrvaško, ne? Pop TV tudi. Ne? Grozi celo državni Petrol. To je nepredvidljivo, da lahko Petrol, ki je v 30% državni lasti, govori o tem, da bo del šel na Hrvaško, ampak to je vse posledica te nespametne politike davčnega primeža. Ti lahko nekaj časa stiskaš. Tudi ljudje razumejo, bile so poplave, dajmo začasno neke davke dvigati. Absolutno, pravilno. Ampak dajmo potem nazaj spremeniti to stvar. Ker sem jaz 4 leta nazaj končal ministrovanje, so imeli proračun na 14 milijardah evrih. Danes je državni proračun 18 milijard evrov. 4 milijarde evrov več potrošimo. Kje se to pozna? Oziroma še manj nekako. Ja. Ampak to se ne pozna. Ta potrošnja. Pa 2 milijarde evrov deficita imamo. Ja. Boli. To je na račun. To je generacija. Vaše generacije so vrščile. Je tudi tukaj neka korupcija v igri? Ja. Da ste bili korupcija v zdravstvu. To je najbolj podel način okoriščenja. Na račun zdrave ljudi. Na račun investicij, ki jih ljudje potrebujejo. Na račun bolnikov. To podel od podne. Jaz sem večkrat rekel, da bi mi rabili v zdravstvu imeti skupna naročila. S kakšno tujo bolnico. Dunajsko, Graško. Pa da vidimo. Zadnjič videl primerjave
žilnih opornic v Sloveniji, pa v Avstriji. To 3-krat večja cena žilne opornice je v ljubljanskem UKC-ju kot pa na Dunaju. Zakaj že? Pa delno napraviti skupna naročila s kliničnim centrom Dunaj. Pa jaz verjamem, da bomo ceneje prišli do vseh materialov in dobav. In to je ta podan odpod, na to moram reči. Zlasti v zdravstvu. In mislim, da tam največ denarja ponikne. To je v bistvu nekako Zaprt sistem. oslanjajo se na zdravje ljudi. Ampak ne vem, kako, a jim ni moralno nekako, jaz sem dosti moralen človek, no, kako jih to ne boli, ne vem. Zdaj, to bi moglo vsakega boleti, ki bo dal v bolnišnici, ne? Pa je bil, naprimer, na gastrokliniki, mislim, da je zdaj celo prenavljeno. Sem večkrat bo tja zaradi želodca. Ampak sam povem, to je dobri zdravniki, vrhunski strokovnjaki, požrtvovalne medicinske sestre, osebje, vse odlično, ampak kada bi prišel v muzej na prostom. A pa porodnišnica, pa dajte, no. Mi moramo to urediti, no. Infekcijska klinika. To je žalost. Žalost je, da imamo stavbe, ki v bistvu so zastarele, pa da v bistvu ta denar je denar za zdravljenje naših ljudi, ga pa v določenih odstotkih pač ta denar ponikne pri nabavi različnih materialov. Pa to nima več veze z samo moralo, ne. Tukaj ima veze tudi z enostavno človečnostjo. Kako bi se pa nekako zamejila to, kako bi se v bistvu ta neka kontrola vzpostavila? Pregon korupcije opolnomočiti treba policijo, imamo pa komisijo za preprečevanje korupcije, ki je popolnoma brezobi tiger in se ukvarja s pisanjem opominov, če nekdo nekaj pozabil prijaviti, čeprav je v vseh evidencah, da ima to prijavljeno, pa se oni s tem ukvarjajo. Mene so zdi zadnjič, ki so pozivajo vse poslance, ali ste prijavili to, niste pa se imate vse podatke že del časa. Ne. Ukvarjajo se z birokratskimi stvarmi, da bi se ukvarjali z resnimi primeri korupcije v državi. KPK so v bistvu Pri javnih naročilih. In tukaj je treba spremeniti zakon o javnem naročanju. Da imamo zakon o javnem naročanju 3 in ga treba absolutno spremeniti, ki bo tudi zavezal roke koruptivnim dejanjem. Opolnomočiti pa treba policijo, da bo bila res neodvisna. Pa komisijo za preprečevanje korupcije. Ta trenutek je to brezobi tiger. Takšno, kot jo imamo, je brez veze, da imamo. Ja. Vprašanje, če se KPK sploh bori proti korupciji, čeprav ima to v imenu v bistvu. Ja, bomo to spremenili. No. Jaz mislim, da ne gre drugače. Jaz sem bil v Ameriki in sem bil na eni instituciji, podobni kot je KPK. No, in se rekli, gledajte, mi smo robustni. Ne glede na to, kakšna vlada pride. No, to pride Trump ali Biden ali tukaj čim Kamala Harris, ne, v igri. Ampak ali Biden ali Trump, mi bomo robustni. Mi bomo vsega preganjali, vsega pripeljali, če pa treba. Pri nas pa se s tem sploh ne ukvarjajo. Se ne ukvarjajo na tak način, kot se bi mogli ukvarjati. Pa še eno vprašanje. Prosim. Nova Slovenija. Iz kje je to ime, če mogoče veste ozadje? To je Nova Slovenija, pač ustanovil dr. Andrej Bajuk. Jaz sem tudi raziskoval nekako Nova Slovenija. To je tisto večno prizadevanje za nekaj novega, ki ga vsak človek potrebuje iz dneva v dan. Vsak dan nosimo Novo Slovenijo v srcu. Tega, ker potrebujemo vsak dan nekaj svežega. Vsak dan potrebujemo nekaj novega. To je nov dan, to je Nova Slovenija. Razbijamo stereotipe, spoštujemo izročila, smo konzervativna stranka. Konzerva. Kaj spravimo v konzervo? Konzervo spravimo tiste stvari, ki so dobre in jih lahko konzerviramo za daljše časovno obdobje. To so naše vrednote, naš način življenja, ki jih spravimo not. Zaradi tega, da jih bomo imeli tudi naši zanamci. Zaradi tega smo zazrti v prihodnost. Ker leto je tisto maksimalno dobro, če poznaš svojo preteklost, če poznaš izkušnje, če imaš barvo, vonj in okus, potem lahko definiraš prihodnost, ker veš, kaj je tisto maksimalno dobro, ki želiš dati na zanamce. In to je ta Nova Slovenija, ki je vedno nova, ki vedno gleda ne na to, kaj bo danes, ampak na to, kaj bo jutri. In me veseli, moram reči, da je vedno več mladih, tudi po raziskavah javnega mnenja,
se opredeljuje oziroma spoštuje konzervativnost in še dodatna analize kažejo, pravzaprav iz Amerike analize kažejo, da sicer mladi gledajo na konzervativnost drugače, kot gledamo, ne kot jaz, no, ampak moji predniki, ki so tudi tako kot mladi približno. In ta konzervativnost ni pogojena z religioznostjo, ni pogojena z določenimi odnosi do verskih institucij, ampak predvsem je pogojena z načinom življenja. Načinom življenja, vrednotami in to, da država potrebuje red in stabilnost, ne pa kaosa, pa to svobodo. No. Jaz res verjamem v svobodo, svobodo z malo začetku, da ne pomotim, ampak le svoboden človek je ustvarjalen človek. No. Pustimo ljudem dihati, pustimo posamezniku, da razvija potenciale in talente, pustimo mladim, da v Rožni dolini, tam v tistem kampusu razvija, programira, dela karkoli, pa ne ga zaradi tega točno, da mora nekaj na črno pobasati denar, da iščejo krivine, kako bojo zaslužili. Pa to brez veze. Pa ne odprejo študentske speje, naj bruhajo ideje, pa dajmo jih tukaj zadržati. No. To je to. Evo, zdaj, preden končamo, smo pripravili še 12 vprašanj. Niso kakor na RTV v futbol prijazne. Pa... Nimam težav, tudi če so težka. Niso, res so sproščena, kratka. Okay. Evo, 3 hčerke, žena ali vi? Kdo ima glavno besedo doma? Žena in 3 hčerke. Ja. Se pustim podrediti. Kateri kilometer je na maratonu najtežji? 35. Družinska igra doma ali film skupaj? Film skupaj. Zgodnje jutro na svežem zraku ali pozno večerno branje? Oboje. Imate kakšen skriti talent ali hobi, za katerega javnost še ne ve? Kuhanje. Kaj je morda najbolj zmotno mnenje, ki ga imajo ljudje o stranki NSI? Zadnjaki. Druženje z ženo? Absolutno. Poletje na morju ali vikend na podeželju? Poletje na morju. Politika ali posli? Pač politika. Sladica po receptu žene ali eksperimentiranje v kuhinji? Upam, da ne bomo tega gledali, ampak da se ne zamerka. Ampak moje eksperimentiranje v kuhinji. Pes ali mačka kot družinski ljubljenček? Starejša hčerka in žena bi raje mačko, jaz in srednja hčerka pa bi radi psa, tako da zdaj iščemo kompromise. Kdaj je bolj zabavno, če si v koaliciji ali v opoziciji? Koaliciji. Ker imaš odgovornost, da lahko nekaj narediš in sprejmaš to odgovornost res na trdo in garaš. In je en dan pred volitvami, ti pa še vedno skrbi za državo, ker ne vidiš zgolj in samo volitev, ampak vidiš prihodnost države. Tako da NSI je naštimana za vlado. A je, vidite možnost velike koalicije? Če se bojo na levici strinjali z nizkimi davki in da najprej po 100 dneh popravimo napake Golobove vlade, potem vabljeni, da pridejo v našo koalicijo. Torej, Robert Golob ima odprto vabilo, da spremeni svoj program v fundamentih, ampak ne vem, če po 4 letih vsega tega, kar se je zgodilo v državi, ta priložnost tudi za njega še vedno odprta, ampak pustimo se presenetiti, mogoče se pa ne vem, kaj zgodi. Tako da je velika koalicija, so lepe sanje, je pa zelo težko, da pride do teh uresničitev. Vidim kar, da bo to desno-sredinska koalicija. Hvala še enkrat, da ste bili z nami. Hvala se vam. Super je bilo.